turističnih produktov, teh produktnih tržnih kombinacij na podeželju, rada bi mogoče samo, da mi osvojimo 3 termine zdaj v tem uvodu v turistične produkte. Da ločimo, kaj je to turistična storitev, kaj je to turistični produkt in kaj je to produktna tržna kombinacija, ki je pripravljena za trg. Ki je, rečemo, dosti kar program, turistični program. Ko jaz smo vem, kdo je moja ciljna skupina, vem, kaj imam, njim na kožo napišem ta program, temu bomo rekli produktna tržna kombinacija. Ker mi lahko iz enakih sestavin naredimo za različne ciljne skupine popolnoma drugačne vsebinske zgodbe, torej te produktne tržne kombinacije. In tu bi zdaj šla samo par besed skozi. Torej, kaj je produkt, sem že začela, šla bom torej opredelitev turistični produkt, kaj je to koncept, turistični koncept nekega območja in kaj so produktne tržne kombinacije. Eno matriko si bomo pogledali, na osnovi katere bomo potem načrtovali te produkte jutri. In samo en tak, bom rekla, pregled počitnic na podeželju. Kaj je tisto, kar nekako smatraš pri tem? Spravi, produkt je kaj? Storitev vemo. Storitev vemo. Kaj je storitev turistična? En primer, dajte kar tako. Torej, greš načit in si izbereš enega ponudnika. To je delni produkt, rečemo, ali ena turistična storitev. Točno tako. Spravi, kaj potem produktna tržna kombinacija nam pove, da sestavljamo te delne produkte in delamo neko zadevo skupaj. In zdaj, ko grem jaz na dopust, če gledam z vidika turista, kaj je to turistični produkt, ne bo odprla, da ste videli. Torej, gre neko celotno doživetje od trenutka, ko zapokti kraj stalnega prebivališča do takrat, ko se vrne spet nazaj. Spravi, ko grem na pot, od tistega trenutka nekako zajema zadevo. Če ne že s tem, kako sem načrtovala, kako sem rezervirala, kako izkušnjo imam z rezervacijo. Vse to je torej nek celovit turistični produkt. Potem govorimo z vidika nastanitvenega obrata. Vi ste rekli, Vlado, greš prenočiti. Ko gost pride v hišo, tistega trenutka, ko pride k vam na kmetijo ali v apartmaje ali kamorkoli pride, rezerviral je že, torej ta zadeva je opravljena, lahko pride z ulice, torej walk-in gost, kot rečemo, pa ga še dvakrat imamo prvič na očeh, takih je veliko, verjetno predvidevam, ali? Pri vas, ja? Pri vas tudi? Pri vas tudi manj pravite? Jaz mislim, da ja. Če se vsi na spletu pogledajo in... Ja, naprimer Booking, Booking.com je ena taka zadeva, ki je dejansko zmanjšala walk-in, pa še 15% daš. Če gledamo 5 let nazaj, pa zdaj, ne mislim, da... Je več rezervacij? Je več naprej, to se dosti več. Ljudje bolj varno hočejo potovati, Mislim, da tudi zaradi finančnih pač... Da se že naprej prepriča, koliko in kak. Ok, v glavnem, z vidika nastanitvenega brata je od prijave do odjave v recepciji, je tako? Ta stik. Kaj pa, naprimer, z vidika podeželske destinacije? To pa je to, kar nas zanima. Nas zanima, v bistvu, nekdo, ki oblikuje produkt v tej podeželski destinaciji, vsak od vas pa bo lahko, če boste imeli koordinatorja, kot smo rekli, bo tisti koordinator vas povezal, lahko pa je vsak od vas tudi povezovali, se ne nazadnje, dokler nimate ene celovite koordinacije. In tu je dejansko tisto celovito doživetje, tako smo prej rekli, zakaj pride, zato ker hoče biti del fureža, ali pa del martinovanja, ali pa del trgovke, del nečesa. Torej, treba je zgodbo ustvariti, brez zgodbe dejansko imamo produkta podeželja. Drugo je, če gremo nekam, pa vemo zdravilišče ali pa wellness, veš, zakaj greš. Podeželje pa ima več malih mozaikov, teh kamenčkov v mozaiku in te kamenčke je treba zložiti skupaj, da dobiš po tisto krasno sliko zgodbo. No, z vidika organizatorja potovanj, nekateri verjetno boste imeli tudi te organizatorje, torej bo kdo za vas kot poseben posrednika, ki bo oblikoval program z več vami skupaj, na primer. In tudi za njih je ta zadeva pomembna. Namreč tukaj gre za to doživetje, če gre za bus, se imate kar nekaj skupin tukaj tudi z avtobusom, od tega trenutka, ko ljudje rezervirajo v agenciji, do tega trenutka, ko se sredajo na bus. Skratka, cela ta zgodba mora štimati. To je pa najbolj pomembno. Včeraj sem zdaj sem ta 2 dni nisem slišala, ali pa sem jaz samo tako slišala, da vi s hodnikom niste bili najbolj zadovoljni. Ne vem. Ker je rekla predarja, to ni povedano, nismo tega slišali, o tem nismo ni slišali.
mogoče v sebi sodim, ker sploh ne odložiš mikrofona nazaj v tisto ljubno na avtobusu, ker jih cel čas motiviraš, tudi če ne razlagaš okolja, ga motiviraš na drugi način, zdaj pa zapojno prekmorsko, zdaj pa poslušano prekmorsko glasbo. Ampak včeraj nismo imeli, v bistvu na tej ekskurziji nismo imeli vodnika, da rečem, tako v eni osebi. Bila je prevajalka, ne, ki je pač prevajala to, kar so povedali naši madžarski prijatelji, ki so se menjavali. No, zdaj pa gremo na drugo. Vi povejte zdaj, kakšen mora biti vodnik. Torej, vodnik mora biti prvič, mora imeti licenco, drugače ne mora voditi. In če ima licenco, potem vodnik točno, nekaj mora delati, kako to šetka vstopala v avtobus, pa ves čas poti do vrnitve mora predstaviti tisto, kar je bil cilj tega izleta, se pravi od podrobne predstavitve te destinacije, v kateri potuje, potem pa vsebino skozi vso destinacijo, ki jo potuje. Se pravi, vse te dogodke, ki jih na poti srečaš, jih moraš seznaniti, predstaviti in vedeti. No in jaz kot turist imam zdaj celovito zgodbo. To vam hočem povedati. Ko je zadeva organizirana kot pavšalni produkt, se pravi, ko sem ga plačala več storitev za eno pavšalno ceno in je pri tem, pri vsakem takem potovanju tudi normalno vodnik prisoten, ker mora biti, ker organizator potovanja mora vključiti z licenco vodnika, pomeni torej, da imamo celovito zgodbo. In to je tista pomembna zadeva, da tudi vem, ko pridem domov, imam pritožbo, ko je tako organizirano potovanje, vem, koliko se moram pritožiti, komu moram dati pritožbo in tako naprej. Od teh stvareh sem tega. No, razvijanje, zaznavanje prostora je pa izjemno pomembna zadeva. Mislim, da že večkrat govorili o 5 čutih, o večjih čutih, se veste, kaj vse mora biti prizadeto, da mi nek prostor resnično nekako bi rekli vzamemo za svojega. Mi bomo govorili o razvoju koncepta in o razvoju produkta. Zdaj, brainstorming ali viharjenje možganov je edina pravilna pot, ko mi oblikujemo nek produkt. Ko dejansko naredimo majhne skupinice, kjer imamo nekoga v destinaciji, zdaj govorimo, ki se hoče prodajati, ki pozna pričakovanja, potrebe in želje tistega, ki ga hočemo dobiti ciljnega gosta. Ko imamo nekoga, ki je na primer na ticu ali v nekem koordinaciju ali noter. Ko imamo nekoga iz nastanitvenega obrata, nekoga od rokodelcev. Skratka, moče nekoga, ki nek lokalni transport izvaja. Spravi, v takšnih postupinicah bi se naj oblikovali taki podeželski produkti. Samo to je lahko zagotovilo, da mi dejansko resnično lahko pomislimo na vse, ker ena oseba ne more in je tudi tukaj egoistična, da ne more na vse pomisliti. To je pač naša narava. Zato je edino prav razvijanje dejansko preko takih majhnih skupin. Kaj definira zaznavanje prostora? Vse veste, kaj bom rekla, zdaj bom pohitela, ne bom vas več tako agitirala, ker sem zamujam. Von, torej kako ta prostor diši. Kaj bi rekla, kako goričko diši? Zeleno. Kako on ima zeleno? Ja, odvisno od večnega časa. Ok. Pomladi bolj tak, nekaj bolj vozijo, te ni dobro. Ok, ampak von imamo sveže. Tudi če je gnoj sveže. Kakšen okus ima? Kakšen okus ima? Kakve lastnosti lahko temu okusu dodamo, ko naprimer nekaj imamo v usti in naredimo požirek ali naredimo grižljaj nečesa. Prej ste rekli po domačem. Je to pravi opis? Ne. A ima okus? Sveže, drugačno. Torej, raznolike okuse, odvisno od situacije, od letnega časa, od vsega, ampak ima prepoznavne okuse. Kakšna je melodija jezika? Melodija jezika je za mene prekmurska, oziroma pomurska, na kjeri konec greš? Ne, prekrasno. Mehka. Lepa, mehka. Meni na srce mehka. Meni na srce mehka, ne? To hočem reči. Isto goričko tipa, tako še trdi. To je pravi tisti je bolj trdi, recimo, ne? Tisti slovenski bolj, ni tisti prekmurski, ne. Ker tam Mađari uporabljajo slovenski jezik ali pa mađarski jezik. Če uporabljajo slovenski jezik, je tisti, ni tisti tipičen, ampak je, kot je v Prekmurju, ampak je bolj slovenski, ker so ločeni
po jezikovni skupini v oni konec. Kaj bi rekli, kako izgleda Pomurje? Na kaj vas se asociira takoj? Kaj imate pred očmi, ko rečemo sliko, mi povejte? Kurjo glavo. Ok, vi greste na zemljevid. Ok, kurjo glavo. Kaj pa vam, gospod Cezar, kaj vas asociira? Ali je to preprosto, recimo, bolj, mesto se bolj, Neponarejeni. Meni deluje Prekmurje neponarejeno, pristno. To se mi zdi, da tak lep izraz, ki vas tak lepo opiše. Kako se občuti, zazna, ne vem, stopalo, roka, pogreš, kaj bi najraje se dotaknili ali pa še ni po čem? Torej še mokro, roso. Megla. Ja. No, meni se v takem primeru zgodilo, da ko smo oči odprla, sem imela pa tako lepo žabico zelenjo na roki. Tudi to je krasno povečene, da kričiš, ne? Ja, skratka, vse to. Sistematični pristop zaznavanja prostora, gledajte, vedno naredimo tako, da najprej prepoznamo fizične vire. Kaj je v tistem okolju res ena naravna, kulturna vrednota? Kaj je značilnost pokrajine, kakšna je geologija, kakšen je relief, vse to. Druga stvar je, kakšni so ljudje, ki tam živijo, kakšna je njihova kulturna dediščina, kakšne vrednote živijo, ali so radi tradicionalni, ali pa se tega sramujejo, ne nazadnje. Kako so usposobljeni, kakšna je lokalna kultura, kot identiteta članov skupnosti, kot sem rekla, o ponosu govorim, o vrednotah, o tradiciji. In vse to skupaj, ta sinergija naredi Pomurje takšno, kot je. Se vam ne zdi? Drugačno, edinstveno. Drugačno, edinstveno, neponarejeno, pristno. Z odličnim, vsemi temi čuti, ki smo jih prej omenjali. No, pripovedovanje lokalnih zgodb je pa seveda bistveno. Torej, pripovedovanje zgodb se nanaša na naravo, ko jo varujemo, to ekologija in kulturno dediščino. In kdo so najboljši pripovedovalci zgodb? Tisti, ki so nekaj doživeli, ko pripovedujejo lastno zgodbo, ko se zavedajo, da morajo tistemu, ki je prišel na počitnice, ker je to popolnoma druga perspektiva kot mene, ki živim to vsakdanje življenje, tudi dejansko pogledati iz te perspektive počitnicarja, ne, in to znati pričarati. To pravi, da so lokalni pripovedovalci, ti, ki jih tu naštevamo, najboljši, ki delajo nekaj, kar so sami doživeli, kar jim je zanimivo, kar znajo iz rokava stresti najboljše zgodbe. Se pri tem ni treba iti daleč v zgodovino, ne? Pravi, pri tem sploh ni treba iti daleč v zgodovino, ne? Lahko pomislimo tudi, recimo, kar nekaj filmov se je posnelo v Prekmurje, ne? Da se mogoče tudi to v turistične namene izkoristi. Imamo znane pisatelje, imate znane pisatelje, ne? To je bolj zgodovina, ne? Tako. Avtentično doživetje prostora gre predvsem preko umetnikov obrtnikov. Tu mislim, da je to najbolj zanimiva zadeva, ko ljudje, ki pridejo sem, se lahko preizkusijo, delajo nekaj, kar vejo, da bo tudi lahko odnesli domov. Svoj izdelek bo odnesli domov, zraven si bo tako pripodobnega, tistega mojstrovega. Oni bo pa tega svojega, se veste, puklastega, s 3 nogami, namesto 4, kakorkoli odnesli domov. To spodbujanje kreativnosti, ne, je to pri vas res doma, torej možnost to izkoristiti. In pa seveda lokalna strana, to, če ima mojca, da bi tak čaka, da bo govorila. Vse to se mi zdi, da da tisto avtentičnost Pomurja in kmečka opravila, da imaš ti možnost videti, da si lahko del tega procesa, to se mi zdi, da je najbolj pomembno. Pomen časa je treba tudi, časovno dimenzijo, ne, to, kar si sama prej omenila, časovna dimenzija je tudi pomembna. Mi moramo znati čitati pokrajino in če ne znamo čitati, potem moramo dati ljudem to videti, kako je bilo, če tega dejansko več ne moremo narediti, tako da bo vidno in otipljivo obiskovalcem. No in tako se oblikuje koncept. Kaj je sploh koncept? Neka tematika z jasno identiteto neke zgodbe, ki jo nekdo prepozna, da bi zaradi tega prišel k vam. To še ni produkt. To je samo koncept, se pravi, kaj je tisto. In potem se pojavlja cela vrsta produktnih tržnih kombinacij pod enim konceptom. Inovativnost in kreativnost mora tudi biti. Če bi zdaj rekli, kateri tematski koncept, ki je najbolj prepoznan v Prekmurju. Početek Prekmurje je najbolj prepoznavno v slovenskem prostoru. Kaj ustvarja
daleč nočitev? Zdravilišča. Torej ta koncept dobrega zdravja, dobrega počutja. Se pravi, celovit imidž nekega prostora je v več teh konceptih, ki označujejo neko pokrajino. Poglejte, jaz sem vam tukaj zdaj samo dala en par primerov. To, kar vidimo na tej strani, so unikatne prodajne točke Pomorja. Narava je čudovita, kulturna dediščina, pod tem se skrivajo vrednote, ne? Rekreacija, wellness, šport, kulinarika, prireditve, zabava, to smo vse prej govorili, prej smo jih vse opredelili. In vse te imamo pozicionirane po nekih območjih, točno vemo, kje je kaj, prej so vse povedali, to je tam, to je tam, to je tam. In če imamo zdaj mi, tu pa sem nekaj izpustila, če imamo pa produkte, ponudnike znane in če povežemo to zadevo, lahko pa naredimo dejansko za specifične ciljne skupine resnično dobre produktne tržne kombinacije. To je bilo uporabljeno tudi za Bog, ne točno taka slika, ampak tam vidim, da ne vas ne moti, nisem popravila zadeve. Se pravi, pod destinacije, ki jih naredimo, na teh destinacijah pravimo temu zonacija. In zdaj, občudovanje duševne narave in kulturne dediščine, tisti prvi dve, se zdi, da so za vas najbolj pridete v poštev. Tematski koncept občudovanja in duševne narave in kulturne dediščine. To se veliko krat povezuje, tako imamo dejansko tematiko, da imeno pride samo zaradi narave in nekaj predvsem zaradi kulture. Koliko je toga kulturno pri vas razdeljeno ali bi moralo biti skupaj? Obravnavano kot tematski koncept, kot neka marela aktivnosti, ki se spodaj potem povežejo. Celota mora biti, torej eno z drugim. In potem bi ostale zadeve lahko ostale, da bomo to popravili, bomo to dali skupaj. No, zdaj bomo še samo pokazali v bistvu, kako bomo to oblikovali. Mi smo prej pri podeželskem turizmu že govorili o posnetku stanja ponudbe, smo povedali, kaj imamo na razpolago. Vemo, kdo so naše ciljne skupine, vse približno že zadnji ste jih z Mihajlo obravnavali. Tematske destinacijske zgodbe treba razviti. Torej, narava in kulturna dediščina je tista naša tematika, ki bomo pritegnili, smo rekli sam. Knjižne skupine bomo pod tem razvili, pa bomo rekli, oblikujemo za družino, naprimer, za otrokom starim toliko in toliko, ali pa za dva para, naprimer, brez otrok. To so taki dve nišni skupini. Potem bomo rekli zgodbe, ki jim bomo jih ponudili. Kaj je tista zgodba, ki bomo ponudili enim in kaj drugim. Ko bomo rekli, kako zgodbo bi radi, bomo poiskali, kdo so delni ponudniki, tisti, ki bo posamezne storitve ponujali in bomo jih povezali v razlivo. To bomo jutri torej počeli. Potem bomo rekli, na kak način bomo to skomunicirali. Na kak način dejansko mora to zdaj priti do teh naših željenih ciljnih skupin. Kako bo razvedli, da mi to ponujamo? Ja? Predajanje poti, kdo bo to povezoval, promocija in prodaja, torej na kak način se bomo promovirali, kako bomo dejansko potem sistem kakovosti izvedli, bomo rekli, za ta produkt so lahko samo kmetije 4, naprimer, jabolk. Najvišjo kakovost rabimo, naprimer. Ali bomo rekli dovolj, da imamo apartmaje, naprimer, pa brejo naprimer neke oglede, degustacije in ne rabimo druge storitve. In potem bomo to spremljali. To je dejansko takih 10 korakov oblikovanja produktnih tržnih kombinacij. Mi se bi ukvarjali samo s temi, ki imajo, se pravi, rumeno prepoznavanje, spostavitev, da dejansko oblikujemo produkt. 2, 3, 4, odvisno koliko boste jutri, tako se bomo dali skupine in tisti, ki boste blizu doma, se boste poznali, boste potem tudi dejansko lahko to postavili. No in potem bomo rekli, oblikujemo produktne tržne kombinacije, načrtno, inovativno, tematsko bomo povezali produktnike in storitve in oblikovali produkte. Tako da boste videli, ko bomo delali, bo zadeva zelo jasna. Zdaj bi jaz to šla kar naprej, pa bom dala dejansko pauzo. Razen tega, da samo to še omenila. Mi vemo, da smo rekli, naprimer, tematski koncept je narava in kulturna dediščina. Vrlo čas pa govorimo o tem, da bomo kot elemente tega pa prepoznavali v vsakem produktu, kaj je zemlja v njem, kaj je les, kaj je ogenj, kaj je voda, kaj je zrak. Je tako? Ampak da bi mi te tematike dali v vrgo, zemlja, les, ogenj, s tem dejansko vredno ne pritegnili turistov. To so tako samo te zadeve, ki imamo v ozadju, vrš čas v ozadju, ko inovativno iščemo in kreativno, kaj bi dali v produkt, ne vemo, bi bomo pa zgodbi povedovali o tem, voda v tem produktu je to, zrak v tem produktu